o znanih osebah, tako da upam, da bom kakšno tam videl in spoznal, predvsem si pa želim videti čim več zadetkov. Izidor, hvala lepa za ta teden. Hvala. In pa zdaj nadaljujemo z dirko po Italiji, kjer Primož Roglič še vedno ni rekel zadnje besede. V današnji etapi so morali kolesarji premagati kar 765 metrov nadmorske višine, za piko na i pa jih je ob koncu čakal kar 13,6 km dolg ciljni vzpon. No, moči za današnjo etapo so Rogliču zagotovo dali tudi številni navijači. Elvin, lep pozdrav. Marsičesa se lahko veselite tudi sonca danes, ne? Živijo Gregor, na Giro je vse bolj vroče, današnjo 19. etapo pa je še pred startom dodatno začinila naša smučarska šampionka Ilka Štuhec in to kot gostja ekipe Bahrain Merida. Je pa Štajerka, pozdravljam tudi slovenska kolesarja iz drugih ekip Jana Peranca in Primoža Rogliča. Slednji je bil pred startom zelo sproščen in nasmejan. V kolesarski druščini pa se je zelo dobro znašla tudi Ilka, ki je posebej za svet športa na kanalu A tudi razkrila, kako se je znašla v kolesarski karavani. Ilka, tokrat med kolesari, kako to? Preprosto odzvala sem se povabilu, da sem del etape. Ste že bili kdaj takole v karavani? Ne, na kolesarski dirki pa še ne. Kako bo pa danes prek družabnih omrežij Ilka navijala recimo za Primoža Rogliča, pa tudi Jana Polanca, kako bo to šlo zdaj v drugi ekipi? Nisem še tako daleč, imam nekaj časa do štarta, da bom razmislila, kako in kaj. Super, hvala, srečno. No, v nedeljo pa bo v Italiji nad vse vroče tudi v Mugellu, dirkače prvenstva MotoGP, najprej letošnja preizkušnja. Dirka za veliko nagrado Italije je prav